Pozdravljeni. Tehnološki park Ljubljana je mednarodno prepoznaven park z coworking prostorom, poslovnim inkubatorjem in pa 20-letno tradicijo zagotavljanja infrastrukture, storitev, povezovanja in pa motivacije tehnološko-podjetniškega potencijala v regiji, pospešene globalne komercializacije raziskovalnih izsledkov, vzpostavljanja povezav in sinergij z domačimi in tujimi, tako raziskovalnimi, razvojnimi kot tržnimi okolji in pa razvoja ekosistemov doma in v tujini. Postati član Tehnološkega parka Ljubljana nedvomno pomeni dobiti partnerja za vse faze razvoja podjetja, kajti v TPL-ju zagotavljamo predinkubacijo v JRO-jih, tehnološki transfer vrhunskih inovacij z poudarkom v Ameriko, Indijo in na Kitajsko, zgodnjo inkubacijo, ker z individualnimi svetovanji in pa z Lean Startup pristopom zagotavljamo in pomagamo timom do financiranja strani P2-ja in pa seveda zagona podjetij. Imamo velik privilegij, da delamo z najkvalitetnejšimi startupi, ki so podprti z SK programom in pa skupaj z inicijativo Startup Slovenija in pa v partnerstvu s tovarno podjemov nudimo močno mrežo investitorjev, mentorjev in pa svetovalcev. Za podjetja v rasti skupaj z pomočjo GZS povezujemo naše člane z velikimi podjetji po principu Open Innovation in pa za zrela podjetja imamo pripravljene 3 posebne programe, posebno na področju zdravja, pametnih mest in pa zelenih tehnologij. Naj povem, da diferenciator Tehnološkega parka je v tem, da imamo dostop do JRO-jev, da imamo zelo močno bazo partnerjev znotraj in zunaj Tehnološkega parka, znotraj imamo skupnost 300 podjetij, zunaj pa dostop do več kot 120.000 podjetij, možnost preboja v 75 držav sveta in pa smo močen kreator ekosistemov. Ne nazadnje smo sokreator Startup Alpe Adria, regije Lakeside Technology parka, naučno-znanstvenog parka v Beogradu Zvezdare, v Nikšiću, Podgorici, zraven tega smo razvili tudi blagovne znamke Hightech Slovenija, Healthy.si, pomagali so ustvariti Ljubljanski univerzitetni inkubator, Hekovnik in pa ne nazadnje, kar nam je najbolj ponos, platformo Startup mest. Zdaj v vsakem primeru, vsako podjetje, ki želi uspeti, je dobrodošel. Jaz danes podjetja gor nisem dala, zaradi tega, ker imamo 300 varovancev in vsakega izpostaviti posebej bi bilo danes malo preveč. Tako da za vprašanja sem odprta. Izvolite. Najlepša hvala, gospa Majrič, in hvala vam, publika, imamo vprašanje. Gospod Primož Pahor sprašuje, koliko časa, če je omejeno, je lahko podjetje v Tehnološkem parku? Tako je. Podjetja, ki imajo neko idejo, nimajo neke omejitve, imajo določen program, čez katerega morajo iti. To ne pomeni, da je to program nekega šolanja. Tukaj gre predvsem za povezovanja in pa tailor-made, torej pišemo zgodbe vsakemu posamezniku na kožo. Če ste pa že podjetje, seveda mi sporočamo, da želimo visokotehnološka podjetja, torej pomeni, da jih imamo razdeljene. Tisti, ki so bolj na ICT-ju, so 3 leta omejeni, da so v našem inkubatorju, medtem ko tisti, ki so na področju nanotehnologij, biotehnologije, kjer je cikel razvoja veliko daljši in pa seveda investicijski cikel tudi obsežnejši, tisti pa so lahko do 5 let. Seveda pa vsakemu od podjetij mi kot javno partnerstvo dajemo v tej smeri, da podjetja ostajajo v Sloveniji, da davkoplačevalski denar, ki je bil investiran v to, da imamo šolane kadre, ostajajo tukaj, jih pa povezujemo, tako kot sem rekla, z drugimi državami, torej jih peljemo globalno, zato da prederejo z prodajo, vendar pa želimo, da GDP in da Slovenija ostaja bogata, ne samo z znanjem, ampak tudi z blagostanjem.